Spoštovani, dober dan. Vse prav lepo pozdravljam na dan pred dnevom državnosti, na predstavitvi knjige Majniška deklaracija 1917-1989-2014 za Evropsko Slovenijo, ki je šla pri naši založbi Nova obzorja. Na tem mestu najprej lepo pozdravljam avtorje knjige, znanstvenega svetnika na ZRC SAZU in rednega profesorja na Univerzi v Novi Gorici, zgodovinarja dr. Staneta Grando, zgodovinarko in direktorico Študijskega centra za narodno spravo, dr. Andrejo Valic-Ver, ter predavatelja in predstojnika katedre za nacionalne in mednarodne varnostne študije na Fakulteti za državne in evropske študije dr. Damirja Črnčeta, ki je tudi predsednik društva Evropska Slovenija. Žal zaradi drugih obveznosti manjka ekonomist Bernard Brščič, ki je za to knjigo napisal zelo zanimiv in pomenljiv uvodni del z naslovom Slovenija, zgodba o neuspeli tranziciji. Naj navedem samo kratek odlomek iz njegovega teksta. Citiram: tranzicija je proces družbenih sprememb. Zahteva spremembo družbeno-ekonomskega sistema. Metaforično je obdobje tranzicije primerljivo hoji po mostu z bregom socializma na breg normalne tržne družbe. V Sloveniji je tranzicija zahtevala prehod iz totalitarne enostrankarske diktature, ki je z zlorabami pravosodja sistematično kršila človekove pravice, v liberalno parlamentarno demokracijo, utemeljeno na vladavini zakona in ne ljudi. Zahtevala je zamenjavo socialističnega gospodarstva s prosto tržnim. Na vseh treh področjih, to je političnem, pravnem in ekonomskem, je Slovenija zgodba o neuspeli tranziciji. Konec citata. Nedvomno ima Brščič prav, kar ne nazadnje kaže dogajanje zadnjih dni. Slovenija je še daleč od normalne evropske države. Več o tem pa si seveda lahko preberete v knjigi. Sedaj pa dajem besedo dr. Stanetu Grandi, ki je napisal prvo poglavje, ki govori o dogajanju, ki je vodilo do Majniške deklaracije leta 1917. Gospod Granda, beseda je vaša. Hvala lepa. Torej, jaz pri svojem članku začenjam s kmečkimi upori. Ne zato, da bi bil kot večina starejših slovenskih zgodovinarjev velik pristaš kmečkih uporov, ampak zaradi tega, ker kmečki upori, pred kmečkimi upori so vedno masovna ljudska gibanja, kjer so skušali stvari rešiti na lep način z dogovorom in so pošiljali ali delegacije ali pisali pritožna pisma, torej prišlo je do nekega množičnega izjavljanja. Ker to ni bilo uspešno, je potem prišlo do upora. In vasi, naši ljudje, ki so bili nepismeni, so razvili poseben sistem, sicer tudi drugod v Avstriji isti sistem deloval, kako se take pritožbe piše. Namreč, bistveno je to, ker so mnogi, ker so podpisani nepismeni ljudje, so sam seveda podkrižani, namreč vedno se je moral podpisovalec nepismenih podpisati. In to je bila garancija, da so ta pisma, pritožbe verodostojne. In to je šlo, oprostite, v take podrobnosti se mi je posamezna vasi svoje pisce. Niso zaupali vsakmo, samo tisti iz vasi, ki so mu zaupali, je lahko potem jih podpisoval in posel spodje podpisal po nemško, namens unter fertiger, ali podpisovali cemen ali pa podobno, pač kakršna formula. To za uvod. Potem imamo svoje, in to je bilo pri naših ljudeh zelo razvito. Najdete v dunajskih arhivih ogromno teh raznih prošenj in pritožb. Potem se je izpostavil leto 1948, kjer mi je po 30 letih uspelo najti originalne peticije v Haus-Hohenstadt arhivu in bistveno to sporočilo namreč do takrat je literatura trdila, da je bilo teh podpisovalcev zelo malo. Jaz sem odkril, da za praktično vse slovensko zemlje podpisovalo na Koroškem, torej zlasti Štajerska ohranjena, žal pa nekatere, za katere pa vemo, da so podpisovali. Za Ljubljano vem celo hišo, kjer se je podpisovali, se žal to ni ohranilo. No, potem seveda izpostavljam eno peticijo, ki je v slovenskem prostoru dokaj neznana, to je tako zvana Šmerlingova peticija z 1861, ki je zbrala 20.000 podpisov. Torej, to je ogromno, namreč takrat ni nobene slovenske organizacije in kljub iskanju mi do zdaj v Dunaju te peticije še ni uspelo najti, ker je bila tam, kjer bi morala biti, je bila vzeta ven.
In kam se je vtaknili arhivarji, to pa ne moremo odkriti. Namreč ni več na Dunaju, ni več starejših arhivistov in mlajši nam vladajo več teh starejših fondov. Tretja zadeva, na katero seveda potem opozarjam, je taborsko gibanje. Namreč taborsko gibanje se ne smemo mi predstavljati samo manifestacije, kjer so ljudje imeli govore in tako naprej, kjer je bilo ogromno ljudi. Poslušajte, mi rečemo za Vižmarski tabor kot največji, da je bilo 30 000 ljudi. Po policijskih podatkih, ker je policija to vedno spremljala, se je tudi predstavnika policije vedno pozdravila, ker to ni bila tajnost, policaji ocenjujejo avstrijske takrate, da je bilo tam 25 000 ljudi. Oni se raj malo zmanjševali, ne? Ampak vidite, kako so ti... ampak kaj je bistveno? Da so ljudje za resolucijo morali glasovati. To ni bilo tako, da je en politik rekel, pa so pa to poslali. Je bilo glasovanje, ljudje so potem z dvigovanjem rok te resolucije potrdili ali pa tudi zavrnili. Imamo primer iz sevniškega tabora, kjer so zavrnili predlog, da bi se čez Savo delal most, ker jim to ni pasalo. No in seveda potem pridemo pa do tega deklaracijskega gibanja, ki je pa za razliko od ostalih zgodovinarjev, je pač moje stališče negativno v bistvu, kajti seveda je bilo to gibanje veličastno. Bilo pa je seveda izrazito jugoslovansko in pač jaz takratnim akterjem, ne moram imeti zamerjam, ampak jim očitam to, da so opustili program Združene Slovenije. Namreč res je to, da so bile razmere izjemno težke. Samo ko pride do take velike ideje, se lahko resničijo samo v prelomnih časih. In prva svetovna vojna je bila prelomen čas in za slovenske nacionalne zahteve so vedeli v tujini, mi vemo za ameriške politike, vemo za italijanske politike, vemo za nemške politike, da so vedeli, vemo za dvor, da je vedel, ne? Ampak žalostno je pa bilo, da Slovenci tega programa Združene Slovenije takrat niso postavili kot svoj prvenstveni cilj in zato seveda je bila potem, ker Slovenci so bili vodilni pri nastanku stare Jugoslavije, to mi pozabljamo, ne Srbi, ne Hrvatje, to je bila pravzaprav nastank, če hoče stare Jugoslavije, bila v veliki meri slovenska zasluga. No in ne glede na to, kaj se so te mislim, pa je bilo sve to ogromno gibanje, zlasti je zanimivo zato, ker so ga vodile ženske, zbranje bi okrog 300 000 podpisov. Je glede, in to bo zdaj ta zadnji stavek, glede teh število podpisov, veste, to je zmeraj zelo varljivo, ker naprimer nekdo podpiše v imenu občine, nekdo podpiše v imenu družine, nekdo podpiše v imenu zidarjev, ne vem, raznih korporacij, zato ne smemo, tako bi rekel, navrati na nos, koliko jih je bilo, ker se na to odgovor ne da oceniti, ampak bistveno je to, da je šlo to po vsem slovenskemu zemlju in moram tukaj samo obžalovati, žal, pač nisem te knjige citiral, ker sem pozabil, ampak moram vas opozoriti, da je tle dr. Vlasta Stavbar, kolegica, ki je zaposlena v Mariborski univerzitetni knjižnici, je iz Majniških deklaracij magistrirala, je tudi doktorirala, je vse pregledala, žal pa njena knjiga še do zdaj ni objavljena. In moram reči, da je te moje stvari so veliko nastale tudi po vlastni zaslugi, ki je seveda dobra zgodovinarca, predvsem pa tudi izjemno dobra kolegica. In je škoda, da v Mariboru zdaj ne zmorejo toliko denarja, da bi to njeno dizertacijo objavili, ker ne glede na to seveda pa deklaracijsko gibanje nekaj epohalnega v slovenski zgodovini. Karkoli 300 000, to je za današnje pojme nekaj neverjetnega. Hvala lepa. Hvala. Drugo poglavje, ki govori o Majniški deklaraciji 1989, je napisala dr. Andreja Valic-Zver. Gospa Valic-Zverova, nam lahko razložite, kako je prišlo do te pomembne deklaracije in kakšno vlogo je odigrala v naši novejši zgodovini? Hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni, gospe in gospodje. In naj najprej rečem, da sem počaščena, da sem v tako imenitni družbi lahko sodelovala pri pisanju te knjige, ki se mi zdi seveda v slovenskem prostoru izjemno pomembna, saj pač kot zgodovinarka vem, da moramo pač morda na prvi pogled neprimerljive stvari vendarle na nek način primerjati med sabo in jih ne samo umeščati v čas in prostor. In se strinjam s kolegom dr. Grando, da se velike ideje lahko resničijo samo v prelomnih časih. In čas druge polovice 80-ih let in začetka 90-ih let prejšnjega stoletja seveda je bil prelomni čas.
In na nek način tudi odgovor na vaše vprašanje, gospod Brlec, dejansko ti ljudje, ki so pisali, ki so oblikovali Majniško deklaracijo, so ujeli ta duh časa, ta veter sprememb, če se spomnimo tiste znane pesmi Winds of Change, in dejansko nadaljevali to dolgo demokratično tradicijo slovenskega naroda, o kateri je govoril dr. Granda. O tem jaz pišem tudi v svoji najnovejši knjigi o Demosu. In še nekaj, brez srčnosti, brez poguma, brez pokončnosti, brez zavedanja, da je potrebno rešiti tako imenovani slovenski narodni problem za ustanovitvijo samostojne slovenske države in da mora biti ta država demokratična in pravna, seveda Majniške deklaracije leta 1989 ne bi bilo. Pišem o mednarodnih okoliščinah, ki jih včasih Slovenci pri debatah o slovenski pomladi pozabljamo. Torej, mi smo bili delček te velike svetovne freske, ko se je lomil ta komunistični ledeni oklep v Sovjetski zvezi in se je tudi nam Slovencem, poudarjam tudi, odprlo, lahko bi rekla, okno zgodovine in je bilo treba seveda na nek način, morda bi kdo rekel, ne stopiti, ampak skočiti skozi to okno. Saj konec koncev ti ljudje, ki so takrat pogumno delali za samostojno slovensko državo, niso vedeli, v kaj se podajajo. Pišem o okoliščinah v sami Jugoslaviji, o zaostrenih okoliščinah, o uvedbi vojnega stanja na Kosovu, ki je na nek način spodbudilo tudi ta državljanski pogum med Slovenci in potem iz tega zrasle pobude, več jih je bilo, nekatere tudi v soglasju s takratno oblastjo, ki pa je v svojih, bom rekla, postopkih, v zavlačevanju, sprenevedanju, tudi laganju, kazala seveda, da nima namena prestopiti Rubikona, torej predati oblasti v kakšne druge roke. No, sodu je izbilo dno eno dejanje in sicer poziv oblasti na prestajanje kazni, ki ga je dobil Janez Janša. In takrat je bila potem 8. maja na veličastnem zborovanju prebrana Majniška deklaracija, ki je preprosto zahteva, če jo čisto na kratko povzamem, demokratična slovenska samostojna država. Odgovor oblasti je prišel konec junija, ko je bila dana na plano tako imenovana temeljna listina, ki za razliko, spet zelo na kratko, zahteva še vedno samoupravni socializem in pa Jugoslavijo kot enotno skupnost. To je temeljna razlika. In na osnovi teh dveh temeljnih razlik sta potem tudi, bom rekla, dva politična koncepta tekmovala na prvih volitvah aprila 1990. Tudi o tem pišem bolj podrobno v svoji knjigi. Bi pa dejala še to, da na temelju Majniške deklaracije iz maja 1989 je nastal eden najlepših programov slovenske politične zgodovine, to je Demosov volilni program. Demosov volilni program, ki je leta 1990 zmagal na volitvah, na temelju te zmage na volitvah ustvaril tiste glavne demokratične institucije, torej parlament, vlado, večstrankarski sistem, ampak, kot vemo, mu je za kakšne temeljitejše spremembe, morda ne se diplomatsko izrazim, zmanjkalo moči. Bom pa dala tukaj zraven še en podatek na temelju raziskave sociologa dr. Adama. Se v Sloveniji elite niso zamenjale, ampak je več kot 80% tako imenovanih političnih elit, tudi po Demosovi zmagi na volitvah, ostalo na svojih mestih. In mislim, da je to pač, žali Bog, eden glavnih razlogov, da danes govorimo o neuspešni tranziciji, o kateri je bilo govora na začetku, o čemer je pisal magister Brščič, pa ne samo on. Skratka, nas še vedno obvladujejo stari monopoli na področju politike, gospodarstva, pravosodja, šolstva, medijev in tako dalje. In zaradi tega smo tam, kjer smo. Pač za moj okus ne gremo v smeri slovenske Švice, ampak gremo v smeri slovenske Belorusije. Hvala lepa.
Tretje poglavje, ki govori o Majniški deklaraciji 2014, je napisal dr. Damir Črničen. Vprašanje za vas, zakaj torej Majniška deklaracija 2014? Kaj je njeno bistvo? Hvala lepa. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Tudi sam seveda sem se spraševal, ali je sploh potrebno, da imamo Majniško deklaracijo, ko vendar je jasno, da prva Majniška deklaracija je nastajala v ponoma drugem kontekstu, časovnem okviru. Torej Slovenija je bila del enega širokega imperija, večnacionalnega, ki je bil del zahodnega civilizacijskega kroga. In te želje, ki so bile zapisane v takratnih deklaraciji, so z današnje perspektive popolnoma jasne in razumljive. Ko pogledamo drugo Majniško deklaracijo, ugotovimo seveda, da tudi na videz so vsi ti cilji, ki so tam zapisani, bili doseženi. Slovenci smo dobili svojo državo, postali smo nacija leta 1991, torej samo 2 leti potem, ko je bila deklaracija spisana, objavljena. Po tistem smo v 13 letih, če citiram, recimo, povzamem Fukuyama, postali tudi država, kjer se je zgodovina končala. V 13 letih smo postali država, nacija, postali smo članica Evropske unije, postali smo članica Zveze NATO. Vmes smo imeli še vojno, kjer smo to svojo državno suvereno zavarovali. In seveda na tej navidezno deklarativni ravni, z ustavo, ki je bila sprejeta konec leta 1991, tudi udejanili tisto, kar smo si zapisali v Majniški iz leta 1989. Torej, v čem je težava? Da v 2014 se moramo pogovarjati o Majniški deklaraciji in ne pogovarjati, torej ugotavljamo, da jo potrebujemo, torej jo imamo. Zakaj? Zaradi razkoraka med zapisanim in udejanjenim. Če mi pogledamo, kaj imamo zapisano in izhajamo zgolj zelo enostavno iz temeljnega krovnega državnega akta, torej ustave, in iz zakonodaje, ki sledi ven iz tega, je popolnoma jasno, da v bistvu mi zares sploh tega ne bi potrebovali. Ko pa pogledamo in vidimo, kako delujemo in kako izvajamo vse te najvišja ustavna načela v praksi in potem tudi same predpise na nižje ravni, pa vidimo, da ta razkorak med normiranim, zapisanim in dejanskim je neverjeten. Jaz mislim, da sploh ni države v Evropi, ki bi imela takšen razkorak med tem, kaj bi naj bilo, kaj bi moralo biti, ker je tako tudi zapisano, in med tem, kaj je. In najbolj absurden primer se te zgodbe seveda je to, da imamo kot edina država v Evropski uniji, v Evropi, v zahodnem civilizacijskem krogu, zaprtega vodjo opozicije 3 tedne pred volitvami. Takega primera ni bilo v zgodovini, jaz mislim, da ga tudi v prihodnosti ne bo. Da se zapre političnega nasprotnika z nekimi čudnimi proceduralnimi zgodbami, z čudnimi zadevami iz vidika materialnega prava in potem se še torej najvišja sodna inštanca oziroma njen predsednik, torej Vrhovnega sodišča, z nekimi prirejenimi, prilagojenimi manipulatorskimi postopki zgovarja in ne prepreči, da ta sramota postaja še večja sramota. Torej, v čem je težava? Težava je v tem, da mi smo zapisali, da smo demokratična država, da smo pravna država, da smo država, ki spoštuje temeljne človekove pravice in svoboščine. Torej, vse te standarde, ki jih predvideva zahodni civilizacijski krog. Na drugi strani pa seveda tega ne uveljavljamo v praksi. Kolegica pred mano seveda je tudi omenila, čem je bistvo izvir tega problema, pa mogoče lahko več o tem seveda govorimo tudi v nadaljevanju. Torej, seveda, zgodba je preprosta, ta tranzicija slovenska, kako so totalitaristi postali demokrati in ti totalitaristi na danes učijo, kaj je demokracija in jaz sem vedno znova rekel, tudi osebno, da meni ne bo razlagal nekdo, ki je imel kakršnokoli odgovorno mesto ali položaj v nekem prejšnjem sistemu, kaj je to demokracija. Jaz si tega ne dovolim, zelo preprosto, da bo meni nekdo razlagal, kaj je demokratično in kaj ni demokratično. Ne? Torej, ta prehod seveda je bil zelo, zelo neuspešen. Imamo primer držav v Evropi, ki so seveda
to naredile popolnoma drugače, velika večina njih in tudi to se sedaj pozna. Kaj je še velika težava? Velika težava so eni miti, ki smo jih imeli in so bili pred nami, torej mit, kako smo bili vsi skupaj enotni leta 1991, da to dobimo to državo. Mit, kako smo bili enotni, da smo članica Evropske unije in Zvezde NATO. Jaz sem vedno trdil, obstajajo tisti, ki so v to bili prepričani in so v to verjeli, in drugi, ki so to počeli s figo v žepu iz nekega oportunizma in konformizma. In danes je to popolnoma jasno, kdo so eni in kdo so drugi. Kdo se danes spogleduje z Beogradom in Moskvo in kdo se spogleduje z zahodnim civilizacijskim krogom. Slovenija postaja unikum v mednarodnih odnosih, kjer se pogovarjamo o tem, da vabimo v goste ruskega zunanjega ministra, torej država, ki je pravkar agresor na drugo suvereno državo, Ukrajino. Hkrati potekajo neki dogovori, da se to počne tudi, da se torej povabi v goste v Slovenijo predsednika Čečenije, ki je popolnoma nezaželen kjerkoli v zahodnji Evropi. Torej, a je to evropska Slovenija? A je to Slovenija, za katero so naši državljani dvakrat plebiscitarno odločili, da mora biti kakšna samostojna in evropska. Torej, odločili smo to leta 90 na plebiscitu in odločili smo to leta 2004 na referendumu. Tako za NATO, kot za Evropsko unijo. In vse to seveda se nekako skuša danes pozabljati in zanemarjati. Torej, da ne bom predolg, bi samo dejal naslednje. Jaz sem prepričan, da Majniške deklaracije 2020 ali pa 30 ne bomo potrebovali, da kombinacija deklaracije iz 89 in 14 je tista prava pot za Slovenijo vnaprej in da vse, kar moramo zahtevati kot državljani, je, da se to, kar imamo zapisano, tudi dejansko uveljavi. Hvala. Zdaj pa še vprašanje za vse tri, v bistvu nekaj tega ste že povedali. Kako vidite pomen vseh teh treh deklaracij za današnji čas in še posebej zadnje v luči dejstva, da je vodja slovenske opozicije na podlagi politično motivirane sodbe zaporov? Mogoče gospod Granda, ne? Torej, prva stvar, ki je to, da je množično izjavljanje Slovencev, torej množična podpora slovenskim političnim ciljem ima v slovenski zgodovini tradicijo. To je prva zadeva, ki se moramo zavedati in v tem pogledu seveda tudi vse te deklaracije niso nekaj zgodovinsko novega, ampak so bi rekel v duhu najboljše slovenske tradicije. In ko sem se danes pravzaprav razmišljal, kaj bi bilo treba v tej fazi narediti, glede na to, da je vodja opozicije, sta mi prišli v glavo dve dejstvi. Prvo dejstvo je to, da je treba stanje v Sloveniji absolutno v najhitrejšem možnem času internacionalizirati, ker to je edino, kar se nekdanji režim boji. Torej, njih prav malo briga, kaj je v Sloveniji, ampak mednarodne sramote se pa zelo bojijo. To je ena zadeva in druga, da bi bilo vendar, če gospod Janša ne bo v kratkem ven, iz aresta bi bilo vendar treba razmisliti tudi neko tako deklaracijsko gibanje za zbiranje prvič njemu v podporo in drugič seveda tudi zahtevati, da se tisti del sodstva, ki je v ta kriminal upleten, na en ali drug način odstavi. Jaz nisem pravnik, ne vem, kako se to da, ampak če izhaja oblast iz ljudske volje in oblast pripada slovenskega narodu, potem v slovenski narod tudi pravico, da določeni ljudje, ki očitno iščejo vsako minuto, da bi bil Janša še dlje v zaporu, da se pa z njimi enostavno pospravi in se jih pošle na smetišče zgodovine. Upozoril bi rad sam še za konc, da zdaj med poslanci nekaterih novih strank vidim ljudi, ki so leta 1991 grozili, kako bomo uničeni, depihovani. To besedo, ta izraz je bil uporabljen in o tem izraze tudi priče, torej ljudje, ki so bili z mano leta 1991 v vojni, ki so tudi živeli v teh ljudi. Hvala. Ja, hvala lepa za vprašanje. Glede, jaz bi morda spomnila še eno dejstvo, ki je neizpodbitno, namreč, da je Janez Janša bil pri nastajanju Majniške deklaracije leta 1989 kot eden najpomembnejših avtorjev in da je bil zraven pri nastajanju Majniške deklaracije 2014.
To je pomembno dejstvo. Majniška deklaracija 2014 je nastala v civilni družbi. Tudi to je zelo pomembno. Za mene znamenje, da se Slovenke in Slovenci prebujamo. Ker če bomo samo jamrali, da imamo neuspešno tranzicijo, ne bo nič, ne. Nihče ne bo delal tranzicije namesto nas, narediti jo moramo sami. To pa pomeni seveda neke premike. In to, kar je dr. Granda povedal, je zelo pomembno. Namreč ta tradicija izražanja množične podpore je na Slovenskem dolgotrajna. To pomeni, da Slovenci imamo nekje globoko v sebi nek državljanski pogum. Ta državljanski pogum mora priti na plano, izraziti moramo, kaj nam je všeč, kaj nam ni všeč. Povedati moramo, nihče ne bo tega povedal namesto nas, tudi Evropa ne, če ne bomo sami povedali. Kar se problema sodstva tiče, se seveda strinjam z dr. Grando. Dejstvo je seveda, da podatki kažejo, kako je s sodstvom na Slovenskem, evropski podatki, in da tukaj se ne da ničesar več skriti. Torej, še enkrat, premik, bom rekla, od besed k dejanjem. Hvala lepa. Torej, naj povem, da tudi z tem škandalom, ki je kulminiral 20.6., ko se je vodilo slovenske opozicije zaprlo 3 tedne pred volitvami, kot sem že povedal, v kontekstu enega montiranega političnega procesa, se je pripetilo to, kar je tudi gospod Granda namignil, da bi se torej ustanovil se je Odpor za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Odbor 2014, ki je aktiven kot državljanska iniciativa, združena, torej v njej sodelujejo različni posamezniki, različne civilno-družbene pobude, društva, organizacije. Aktivnosti se izvajajo tako javno kot v spletnem okolju, bodisi skozi Twitter, Facebook in ne nazadnje od danes naprej tudi aktivna spletna stran odbora 2014.si. In na tej spletni strani lahko tudi podpišete podporo v korist, da se podporo aktivnosti odbora Potašnjega, ki si je zadal 3 cilje. Prvi cilj, zelo konkreten, je takojšnja izpustitev in prenehanje manipuliranja predsednika Vrhovnega sodišča v zvezi z postopkovnimi zadevami, ki potekajo. Drugič, da se ta sodni proces, ki je sodna farsa in tragedija hkrati, pripelje do konca na način, kot je sugeriralo Ustavno sodišče v svojem sklepu, ko je zadevo vrnilo Ustavnemu sodišču in kot so zelo jasno zapisali 3 ustavni sodniki v svojih ločenih mnenjih. In tretji pomemben vidik odbora, ki bo pa tudi aktivnost, ki se bo nadaljevala čez uresničitev prvih 2 ciljev, ko bo ta 2 uresničena, jaz upam, da bo ta in pričakujem, da bo ta čim prej, je pa ukvarjanje z vprašanji pravne države ali še boljše vladavine prava. Torej, Slovenija je država, kjer je zaupanje v pravosodni sistem na nivoju 24%, torej samo vsak 4. Slovenec, še malo manj, zaupa v ta sistem in to je zelo, zelo narobe. V razvitih demokratičnih državah in družbah je odstotek krepko čez 80 in cilj delovanja tega odbora bo v nadaljevanju, da bo tudi na Slovenskem tako. Najlepša hvala. Spoštovani novinarji, sedaj smo avtorji na voljo za novinarsko vprašanje. Če kakšno novinarsko vprašanje. Ali pa z publike. Izvolite. Glejte, jaz sem nekako na hitro prebral in se v bistvu z vsemi trditvami strinjam, vendar bi dal jaz določenim aspektom malo drugačno težo, kot je bil dano v tej knjigi. Če začnemo na samem začetku, jaz pogrešam v naslovu resolucijo iz leta 1948. In to ne resolucijo Matije Majerja Zilskega, vendar resolucijo Dunajskega kroga, ki se mi zdi bistveno bolj temeljna, ki jo je napisal profesor Miklošič. Zakaj? Zaradi tega, ker ta resolucija je oblikovala mnenjski profil
naših takrat nastajajoče inteligence in mnenjskih voditeljev izven katoliške cerkve, seveda, to se pravi laičnih mnenjskih voditeljev, ki so tudi vodili ta proces in ki so oblikovali slovensko željo po slovenski demokraciji. In v bistvu predstavlja prva Majniška deklaracija, seveda pod pritiskom, kot ste rekli, Prve svetovne vojne, pod pritiskom jasnega stališča Antante, in to je točka, ki jo tudi jaz pogrešam, da Slovencem ne prizna suverenosti. To gre nazaj na, recimo, dela Ležeja v preteklem stoletju, v 19. stoletju, na njegovi dve knjigi. To se pravi, on dejansko tam govori, da so Slovenci prepogermanjeni, da bi uresničili cilje Antante. In za tega seveda je to lahko izsiljen, ali je vsekakor pa predstavlja ta Majniška deklaracija 17 korak od tiste linije slovenske samostojnosti in slovenske suverenosti. To bi bilo seveda nujno treba poudariti. In velik del slovenskega intelektualnega prostora se s tem odmikom nikoli ni strinjal. In je zatega bila, saj med ljubljanskim meščanstvom, v bistvu Jugoslavija nikoli sprejeta. Druga stvar, ki bi jaz rekel, priprava na drugo Majniško deklaracijo. Prvi korak proti drugi Majniški deklaraciji so bile rimske pogodbe. Po rimskih pogodbah se je nekako prižgala tista majhna lučka na koncu tunela, da bomo Slovenci dosegli to, kar smo si 48 zadali. Ker jasno je bilo, da v neki Evropi sovražnih narodov, ki med sabo tekmujejo, imajo zaprte cene, carinske bariere, Slovenija gospodarsko nikakor ne more uspeti in varnostno tudi ne. To se pravi, v neki združeni Evropi je bila, zatega je bila od vsega začetka, in to je tudi v drugi Majniški deklaraciji jasno povedano, je bila Slovenija jasno pozicionirana v Evropo in v demokratično Evropo. Ta propad, ki se je začel komunističnega sveta, je to samo pospešil. Ampak spomnite se, bilo je ogromno dela prepričevati voditelje zapadnega sveta, da Versajska mirovna pogodba nima več teže. Zelo, recimo Francozi, Angleži so stali absolutno na stališču. Recimo mene je še 95 britanski zunanji minister vprašal, don't you think that Slovenian independence violates the Versailles Treaties? To se pravi, v tem smislu je bilo treba narediti in je bila ta deklaracija v bistvu nekaj izredno pogumnega in v bistvu iskanje podpore za to, ki smo jo tudi dobili in končno to uveljavili. In mislim, da to, kar ste pa omenili, je pa popolnoma jasno. Mi tranzicije nikoli v vseh podsistemih nismo upravili. In tukaj je ravno pravni sistem ena tistih najbolj ključnih točk. In jaz bi šel še en korak dalj, kot ste šli vi, ne samo tisti, ki so bili vpleteni v to sodbo. Kdorkoli v sedanjem sodstvu je imel kakršnokoli zvezo z totalitarnim sistemom, kazal nagnjenje proti totalitarnemu sistemu ali za nošnjo simbolov, ali za članstvom v totalitarnih organizacijah, ne more soditi v demokratičnem sistemu, če naj to sodstvo vziva moje zaupanje. Jaz bom še nekaj rekel, kar se tudi pogrešal. Jaz ne primerjam sodbe in ne jemljem te sodbe, recimo Janezu Janši, pa nočem samo v sodnem procesu, pa lahko tudi en napišete, kot nekaj v bistvu, kar je napirjeno samo proti Janezu Janši. Je v tem konkretnem primeru to res. Ampak vi vzemite primer, primerjajte to proces po logiki, po sklepih, po dokaznem postopku, recimo z Nagodetovim procesom. A vidite vi v tem kakšno razliko? Jaz jo ne vidim. Popolnoma enako je tekel ta proces, kot je tekel Nagodetov proces. Ljudje so bili obsojeni po indični sodbi in kaj to naše sodstvo, a je ta proces razveljavilo? A je obsodilo nosilce tega procesa? Oprostite, to se popolnoma jasno ponavlja. In gre čisto enostavno. Mi moramo in zato je ta zadnja Majniška deklaracija. Mi imamo tukaj jasne poskuse za etabliranje neokomunističnega sistema, neokomunističnega terorja.
In če tega mi ne bomo spoznali, in proti temu se je treba boriti, zato je potrebna ta zadnja Majniška deklaracija, ki ima še svojo izredno težo, ker se te razmere hitro spreminjajo. Hvala lepa. Izvolite. Reči moram, torej moje ime je Požarnik. Reči moram, bil sem takrat predsednik Slovenske demokratične zveze, pa so avtor te Majniške deklaracije, torej tiste končne in glavne. Moram reči, da nisem čisto srečen s tem, kar berem tukaj na strani 94 in tako. Kot veste, je bilo takrat, sta bile dve deklaracije. Temeljna lista Slovenije 1989 in ta Majniška deklaracija. Torej, tukaj se mi zdi pa v tem premalo razločeno, kaj da ena in kaj je druga. To se zdi, kot da je prva bila samo že vod v drugo, tisti pisci Majniške deklaracije, pa kot neki zadnji zapisovalci vsega skupaj. Pa ni bilo tako. Temeljna lista Slovenije 1989, če vidi na koncu vidite, tukaj je to napisano, politično delovanje v Sloveniji in v SFRJ, Jugoslaviji, bomo uveljavljali to. In v Jugoslaviji. Šlo je v bistvu takrat v tej temeljni listi za idejo bolj ali manj znotraj Jugoslavije, bolj demokratično, bolj suvereno Slovenijo, ampak v smislu konfederacije. Če pa vi preberete tisto Majniško deklaracijo, po kateri pa vendarle imamo eno višje mnenje, pa nič ne piše pod katerimi pogoji. Ampak tukaj piše, hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda, kot suverena država in tako naprej. Nič ni več tukaj noter govora znotraj Jugoslavije in tako naprej. Jaz mislim, da je ta razloček tukaj bistveno premalo izpostavljen in jasen. Namreč, kaj se zdaj iz tega sledi? Jaz bom vam zdaj kar prebral. Na kjeri strani? 44, 43 in tako naprej. Zaradi tega, in tako se bo tudi bralo, in tako bojo mnogi tudi si pripisali zasluge in zabrisali to razloček. Zato beremo na strani pravzaprav tako, da je marca 1989, ker naenkrat ta deklaracija, ki so jo osnovali oziroma temelje pisali, zdaj pa kar jaz berem tukaj, Miloš Mikeln, Peter Bekeš, Gregor Golubič, Vojko Volk in še celo še Slavoj Žižek. Zdaj, to se bo zabrisalo. To se zdelo, kot da so ti avtori ali vsaj, ne vem, miselni začetniki vsega, mi, ki smo pa takrat podpisali in smo podpisani pod Majniško deklaracijo, pa se pravi, pod neki uradniki in tako naprej. Namreč mi smo takrat, bodimo si, ta deklaracija je nastala znotraj Slovenske demokratične zveze, na pobudo Slovenske demokratične zveze. Mi smo dali samo zaradi tega, da ne bi prišlo do nekega konkurenčnega spora z ostalimi strankami, tega nismo dali na plan. Mi smo dali tudi pisatelju Pavčku, da je to prebral, samo zato spet, da ne bi prišlo znotraj koalicije Demosa do nekih rivalitet in tako naprej. Torej, če bi mi čisto natančno tole gledam, se bojim še enkrat, da se bo to malo zabrisalo, da si bojo kar naenkrat drugi lastili avtorstvo ali celo začetek celotnega pobude, tisti pa, ki smo bili takrat zraven, pa nekako, se pravi še enkrat, samo zapisovalci celotnega tega. Gre samo za to, da je to, se meni zdi, no, za moj vkus, malo, premalo ta razloček poudarjen. Hvala lepa. Ja, doktor Požarnik, sem zelo hvaležna za te vaše pripombe. Kot že na predstavitvi svoje knjige sem dejala, da
vse to, kar piše tukaj notri, in pripričana sem, da se tudi oba soavtorja z mano strinjata, je pravzaprav samo nek začetek, ne? In to se bo še dopolnjevalo. Zato sem vam hvaležna za te vaše pripombe in recimo, da v naslednjih izdajah bodo prav gotovo upoštevane. Ne? Nikakor pa to ni, bom rekla, neko vsegliharstvo. Ve se, kdo je bil tisti, ki je pisal prvi osnutek tiste ta prave majniške deklaracije. Ne? In ve se, da recimo to ni bil ravno Slavoj Žižek. Če dovolite samo na kratko, glede Miklošiča, seveda ne največji slovenist ali pa slavist na Slovenskem, ampak osrednjo vlogo v letu 1948 je pa imel dr. Matija Dolenc. Človek, ki je premalo znan, njegovega arhiva ne moram najdeti. On je bil kasneje potem tudi glavni zastopnik Rothschildov na Dunaju, pa veste, kakšna korifeja je bil biti zastopnik Rothschildov na Dunaju, to si danes težko predstavljamo. Žal, on je bil potem še skozi z denarjem podpiral še pri taborih, sem ga še najdel, da je dal kar lepo vsotico za denarja za tabor v Vižmarjih. Žal, potem pa ne vem, zakaj razmeroma hitro umrl in takrat je bil tudi zelo aktiven Kozlar, potem takrat še ni bil dr. Anton Globočnik, kasneje Praniti Sorodolski in tako naprej. Miklošič je bil pa, veste, to je bil pa že takrat mednarodna korifeja. On se je lahko primerjal s Palackim, to je bil nivo Miklošiča, medtem kot drugi, so bili pa glavno še mlajše študente, še brez doktoratov. Poglejte, tako je taka velika osebnost, ki je sploh ne morem spraviti v slovensko javnost, ki je pa pravnik, ki poznajo dr. Jožef Krajnc. Njegov učbenik civilnega prava je potem v Avstriji šel v enih 7 izvodih, še potem, ko je stara Avstrija propadla, je učbenik Jožefa Krajnca še išel v enih ali 2 izvodih. S tem sem imel takrat nadpoprečno velike osebnosti. In vam bom sam še leto 1947, celo ko sem primerjal kmečke poslance, slovenske ali pa ukrajinske ali pa češke, oprostite, pred slovenskim kapodol. Pismeni, naprimer en kmet iz Krškega je bil glavni sodelavec Kudliha, ki je potem predlagal odpravo feudalizma. So stvari bolj komplicirane, ampak tle smo zelo hiteli pri tem stvari, seveda tudi tle je bilo treba je čas in imate po teh stvarih še knjige napisane. Najlepša hvala. S tem zaključujem tiskovno konferenco. Hvala vsem za udeležbo. Upam, da bo ta knjiga, ki je šla pri naši založbi na obzorja, pomogla k normalni evropski Sloveniji. Najlepša hvala.